odlok o komunalnem prispevku v občini Šentjur. Jaz sem se te problematike malo bolj podrobno lotil, ker sem bil v teh zadnjih 2 letih oziroma 3 letih, kar je bil sprejet ta odlok, deležen množstva klicev zaskrbljenih občanov, ki so seveda želeli v tej občini investirati in so se zgražali nad višino komunalnega prispevka. Tako da to je tudi, bom rekel, podlaga, da sem zadeve malo bolj podrobno pogledal. Ta odlok, ki je danes pred nami, bom rekel, teh investicijskih interesov posameznikov, bom rekel, na nek način ne pospešuje, kvečem. Jaz mislim, da je tale odlok nerazvojno naravnan. Bom tudi utemeljil, zakaj. Prva stvar, ki bi se naj za tem odlokom spremenila, je, da občina Šentjur ni več razdeljena na posamezna obračunska območja, ampak postaja celotno obračunsko območje kompletna občina Šentjur. To pomeni, da dejansko za tem mehanizmom ne moreš več vplivati na razvoj posameznih območij, ampak se dejansko za celo občino ta zadeva posplošuje. Druga stvar, ki bi jo poudaril, je, da je ključni moment za izračun komunalnega prispevka so tako imenovani skupni stroški. Moje mnenje je, da metoda, ki je bila izbrana in jo določa uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, da je bila po mojem mnenju izbrana na takšen način, da ne moraš realno ovrednotiti te postavke in so dejansko te zadeve lahko zelo diskutabilne. Po mojem mnenju so te številke celo napihnjene. Vložena sredstva občine bi se moralo dati razbrati iz dokumentacije, način, ki je bil izbran in gre v smeri primerjav glede na stroške, ki bi nastali v gradnji nove opreme, pa je po moji oceni z tega vidika zato nerealno. Vendar ne glede na to ima občina možnost prav tako po tej uredbi, o kateri sem prej govoril, da lahko določi delež skupnih stroškov, ki se financirajo s komunalnim prispevkom. To so tako imenovani obračunski stroški. Na tak način se lahko regulira višina komunalnega prispevka. Po mojem mnenju pa je razmerje med obračunskimi in skupnimi stroški razmerje 1:1, kar pomeni, da je to v primeru občin Šentjur nerazvojno in do investitorjev, tako fizičnih, kako pravnih oseb, neprijazno naravnano. Potem sem se malce potrudil in sem si pridobil podatke od ene občine, ki je relativno primerljiva šentjurski občini, nekje v bližini Maribora. Šel sem, bom rekel, zbrati podatke za, bom rekel, stanovanjsko hišo in iz teh podatkov izhaja, govorimo o velikosti parcele 600 kvadratov, neto tlorisne površine objekta je po 150 kvadratov, izbran faktor dejavnosti je pa ena, kar je dejansko za stanovanje. In ko pogledam te podatke, je na podlagi tega novega odloka, ki je danes sprejet, razmerje te občine proti Šentjurju 2,5 je komunalni, 2,5 odstotkov, oziroma 2,5 krat je komunalni prispevek v občini Šentjur višji kot v tej občini. Tako da jaz mislim, da je to malce pretirano in verjetno bomo spet nekateri deležni področeno obdobju klicev, kaj se dogaja na tej občini, da je takšen komunalni prispevek. Še prejšnji teden sem bil za primer, da vam povem klicam, ker me klicala ena gospa, ki je delala prizidek k hiši in so jo naračunali, da ne poznam, bom rekel, parametrov, ampak je dobila kao odločbo za 6500 evrov, kar je porazano. Tako da jaz mislim, da je to potrebno opozoriti. Pred leti pa verjetno tudi sami veste, so bili ti komunalni prispevki v tej občini relativno nižji. To je druga stvar. Pa tretja stvar, ki me na nek način, bom rekel, po tem odloku moti in me potrjuje prepričanje, da ga ne bomo v naši svetniški skupini podprli, je ta drugi odstavek 18. člena, ki daje županu možnost dobitve obročnega plačila. To bi se dali dejansko urediti za nekimi okviri, kdaj in pod kakimi pogoji je možno to obročno plačevanje urediti. V danem primeru, in tako je tekst trenutno napisan, pa je možno to, bom rekel, na podlagi nekih
ne objektivnih, ampak subjektivnih meril in to mislim, da ni pravilno. Dodal bi še samo eno stvar, kar pa bom rekel pozitivno ocenjujem pri tem odloku, in to je dejstvo, da je predvideno z novimi odloki, da bi se tudi uredile eventualne olajšave. Vendar žal, ti odloki danes še niso napisani in tudi ne vemo, o čem bomo sploh govorili, koliko sploh bomo govorili. O komunalnih taksah, da imamo mi pravzaprav eno temeljno nestrinjanje z občinsko upravo in sicer glede višine obračunskih stroškov in pa glede faktorjev oziroma višine faktorjev dejavnosti, s pomočjo katerih se potem izračunava višina komunalnega prispevka. Mi pač trdimo, da je ta odlok nerazvojno naravnan in da odbija investitorje. To zadevo pa utemeljujemo s pregledom realiziranih komunalnih prispevkov v zaključnih računih proračunov zadnjih 3 let. Prihodki od komunalnih taks v proračunu za leto 2006 v občini Šentjur so znašali 974 tisoč evrov. Leta 2007 so znašali 624 tisoč evrov in leta 2008 po zaključnem računu proračuna 480 tisoč evrov. Če primerjamo leti 2006 in 2008, vidimo, da je padec v primerjavi z letom 2006 točno polovičen. Z 970 tisoč evrov na 480 tisoč evrov, kar je evidentno, če upoštevamo še dejstvo, da so ta 3 leta gospodarsko-konjunkturna leta, da enostavno investicij v občini Šentjur ni dovolj. Očitno je, da je temeljni razlog za to, da jih ni dovolj, previsok komunalni prispevek, zato tudi zagovarjamo tezo, da se v obstoječem odloku predvsem faktorji dejavnosti na področju stanovanjske gradnje in pa na področju izgradnje industrijskih stavb in skladišč znižajo od obstoječih oziroma teh, ki so predlagani.